Spoštovana svetnica, spoštovani svetniki, začenjamo z 18. redno sejo občinskega sveta občine Beltinci. Lepo pozdravljam seveda tudi gledalke in gledalce pred zasloni. Za današnji dnevni red je bilo predlaganih 12 točk. Ugotavljam, da nas je 14 prisotnih, upravičili pa so se podžupanja Metka Lipič-Baligač, Franc Kovač, Primož Ozmec, Jože Frčak in Dušan Horvat. Torej smo sklepčni, lahko polnopravno zasedamo in tudi izvršujemo pravice občinskega sveta. Kot že prej navedeno, za današnjo 18. redno sejo je predlaganih 12 točk dnevnega reda, in sicer prva točka je sprejem zapisnika 17. redne seje in realizacija sklepov 17. redne seje občinskega sveta občine Beltinci. Točka 2, seznanitev z letnim poročilom zdravstvenega doma Murska Sobota za leto 2024. Naslednja, tretja točka je seznanitev z letnim poročilom osnovne šole za leto 2024. Četrta točka, seznanitev z letnim poročilom vrtca Beltinci za leto 2024. Točka 5, obravnava in sprejem odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Beltinci v drugi obravnavi. Točka 6, obravnava in sprejem odloka o javnem redu in miru v občini Beltinci v drugi obravnavi. Točka 7, obravnava in sprejem odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občini Beltinci v prvi obravnavi. Točka 8, obravnava in sprejem pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja občine Beltinci v najem, občasno in brezplačno uporabo v eni obravnavi. Točka 9, obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Beltinci v skrajšanem postopku. Točka 10, sprejem letnega programa športa občine za leto 2025. Točka 11, pobude in vprašanja članov občinskega sveta, in pa točka 12, poročilo županov pomembnejših dogajanj v občini Beltinci. Na sejo so vabljeni seveda poleg članic in članov občinskega sveta še direktor občinske uprave, predsednik nadzornega odbora, direktorji in pa ravnatelji zdravstvenega doma, osnovne šole, vrtca in pa višja svetovalka k točkam 5 do 9. Prav tako je bilo gradivo posredovano tudi predsednikom svetokrajevnih skupnosti, vodjem političnih strank in liste zastopani v občinskem svetu, in vse so obveščena tudi sredstva javnega obveščanja. Bi morda kdo razpravljal o sami vsebini dnevnega reda, najprej odvzel katero točko, morda dodal, dopolnil. Če ne, potem zaključujemo za razpravo okrog dnevnega reda in prehajamo na glasovanje, torej o prej navedenem dnevnem redu 18. redne seje. Prosim za prisotnost najprej. Hvala, glasujem. Kdo je za predlagani dnevni red? Soglasno s 13. Hvala. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda 18. redne seje, in sicer sprejem zapisnika 17. redne seje in realizacija sklepov 17. redne seje občinskega sveta občine Beltinci. Takrat smo sprejeli sklepe od 162/8 do 169/8, in sicer smo potrdili najprej seveda dnevni red predlagane 17. redne seje, potem pod to točko 2 oziroma 163/8 sklep sprejeli in potrdili zapisnik 16. redne in pa 5. dopisne seje občinskega sveta. V svet zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota imenovali predstavnika ustanovitelja občine Beltinci gospoda Igorja Adžiča. Sprejeli smo odlok o kategorizaciji občinskih cest v predlagani vsebini in obliki v prvi obravnavi. Prav tako sprejeli sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v vrtcu in o določitvi dodatnih ugodnosti za starše otrok z območja občine Beltinci. Sprejeli načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine v letu 2025. Prav tako pa sprejeli tudi odlok o proračunu občine Beltinci za leto 2025 in pa za leto 2026 z vsemi prilogami. Bi kdo razpravljal o vsebini zapisnika prejšnje, torej 17. redne seje? Če ni razprave, potem zaključujem in dajemo glasovanje sklep, da se torej zapisnik 17. redne seje v predlagani obliki in vsebini potrdi. Prosim za prisotnost.
Glasujemo, kdo je za. Soglasno, hvala. S tem zaključujemo prvo točko in pa prehajamo na drugo točko, to je seznanitev z letnim poročilom Zdravstvenega doma Murska Sobota. Direktorica se je zaradi službenih obveznosti opravičila, je pa bila na matičnem odboru, torej na odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, kjer je, verjamem, da odgovarjala tudi na postavljeno vprašanje dileme, in prosil bi predsednika odbora za negospodarstvo Igorja Adžiča, da poda videnje tega odbora in pa predvsem seveda sprejeti sklep. Izvole. Župan, hvala za besedo, vsi skupaj lepo pozdravljeni, pravkar prihajam tudi sveta zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota. Kot je župan povedal, direktorica se je upravičila, ker ima še v nadaljevanju veznosti, je pa bila prisotna 18. marca na 16. redni seji našega odbora. Bom zelo na kratko povedal nekaj o Zdravstvenem domu Murska Sobota. Znate, da je to drugi največji zavod v naši regiji. Zadnji dan v leti 2024 je bilo tam 427 ljudi zaposleni, 12 ustanoviteljic, v katerih biva 59.700 ljudi in pa pokrivlje nekje 692 kvadratnih kilometrov naše lepe pokrajine. Kakšno je bilo poslovanje v leti 2024? Naša težnja je vedno, ka imajo naši ljudje, tak ljudje v regiji, dostopno pot do izbora zdravnika, zobozdravnika, predvsem pa tudi na neki način brez nekih abnormalnih čakalnih dob, 2-3 dni ne štejemo kot čakalno dobo, dostop do zdravnika družinske medicine ali pa do specialističnih ambulant, ki jih upravljajo zdravstveni dom v okviru svojih dejavnosti. Zdravstveni dom je v leti 2024 več ali menje na večini postavk dosegel svoje cilje. To so cilji, ki so predpisani splošnim dogovorom o številu storitev, ki se določijo strani zdravstvene zavarovalnice na letni ravni, predvsem pa je v nekih segmentih te zadeve presegel in pa moram poudariti, ta presežek strani zdravstvene zavarovalnice ni bil plačan, zato je tudi v leti 2024 rahel presežek odhodkov nad prihodki, kar pa ne predstavlja nobene težave, saj je ta manjši delež, ki šteje v nekaj procentih, pokriti iz naslova presežkov iz preteklih let. Kaj se je bistvenega dogajalo? Bom prav v veliki meri se je cirka za 800.000 evrov posodobil sodobni park, kajti Zdravstveni dom Murska Sobota je nosilec nenujnih in pa nujnih reševalnih prevozov. Znamo, kaj je naša občina velika, smo tudi teh nujnih reševalnih primerov imeli v naši občini v zadnjem času, kot tudi lansko leto, zelo dosti s kratkim odzivnim časom, kar je zadovoljivo. Ne nazadnje v leti 2024 smo sprejeli tudi vse ključne akte, ki so še bili potrebni za normalno delovanje zavoda, predvsem pa se je pripravljala projektna dokumentacija z prošnjo za izdajo gradbenega dovoljenja, pridobilo se je tudi soglasje vseh ostalih 11 soustanoviteljic in danes je bilo uvrščeno tudi v letni plan dela za 2025 obnova naše postaje z Rogaševcami in Martjanci, bom pravil, sočasno. 24 milijonov je bil tisti promet, ki ga je v bistvu udejanjil zdravstveni dom. Mi imamo dobro izkušnjo, nekaj bi nekaj dodatno povedal, ker se vsako leto tudi na neki razen številk v bistvu ponavljamo njega. Zdaj bom odišel skratka dol z sklepom tudi kakšno vprašanje, ki ga znamo povedati. Vse nam je to širše predstavila direktorica zdravstvenega doma. Verjetno, ko mu je v kratkom tudi imeli, ko bomo sprejemali letni plan dela za 2025, tako skratka moramo izraziti zadovoljstvo, kajti večina primerljivih zdravstvenih domov v Republiki Sloveniji ima enormne težave z kadrovsko zasedbo, tega v Murski Soboti ni zaznati. Edini področje dela, kjer bi si še želeli zdravnika ali dva zraven, je področje medicine, dela in športa.
Tu so tudi mlade specializantke na specializaciji in v naslednje leti je tudi pričakovati lažji dostop do zdravniških pregledov za delo, športnih pregledov, za avtomobilske izpite in podobno. Odbor je sprejel sklep 81/25, ki pravi: Odbor za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da se seznani z letnim poročilom Zdravstvenega doma Murska Sobota za leto 2024. Hvala lepa tudi za predstavitev. Morda samo kratka dopolnitev, seveda. Veseli dejstvo, da ni težav z kadrovskimi viri. Finančni viri seveda so bili, bom prav, malce slabši, kot je morda bilo planirano, vendar je v preteklosti država oziroma zdravstvena zavarovalnica plačevala storitve po realizaciji, kar pomeni, da več, ko si delal, več si dobil tudi plačen, zdaj pa je seveda spet se vrnilo v stare tirnice, kot smo že tega bili vajeni v preteklosti, torej, da se najprej mora program doseči in da se ta program potem plača, če ga pa presegaš, pa je stvar naknadnih dogovorov, vendar v letošnjem oziroma lanskem letu do teh dogovorov ni prišlo, pa ne samo pri zdravstvenih domovih, ampak verjetno ste spremljali tudi pri bolnišnicah. Velika večina bolnišnic, tudi zdravstvenih domov, je zato zaključila leto negativno. Zdravstvena zavarovalnica celo s pozitivnim rezultatom, ampak jaz verjamem, da se bo tudi v letošnjem letu trend obrnil in da bodo storitve, ki jih zdravstveni zavodi izvajajo, tudi plačene. Pomembno pa je, da ljudje, občanke in občani, še vedno imamo možnost priti do osebnega zdravnika in tudi do ostalih zdravnikov in da so storitve v veliki meri zelo, zelo na visoki strokovni ravni. Tako da to je tisto, kar je potrebno morda opomniti, opozoriti, kar gre v pravo smer. Verjamem pa, da v finančnem delu in pa programu dela za naslednje leto oziroma letošnje leto bo torej tudi več pozitivizma tudi na finančni strani. Je pa nezamrljivo dejstvo tudi to, da se v Sloveniji razpisujejo tako štipendije kot tudi ostale želje zdravstvenih zavodov po kadrih, pa se nažalost na primarnem zdravstvu zelo redko kateri študent oziroma tisti, ki zaključi, odloči tudi za to vrstno obliko specializacije ali kakorkoli povedano, tako da tukaj verjamem, da bo država naredila korak v tisto smer, katero mora. Odpiram razpravo seveda okrog seznanitve z letnim poročilom, gre torej za pogled v lansko leto. Izvolite. Če ni, potem zaključujem z razpravo in prehajamo na glasovanje. To je torej, da občinski svet se je seznanil z letnim poročilom Zdravstvenega doma Murska Sobota za leto 2024. Prosim za prisotnost. Hvala. Glasujemo, kdo je za predlagani sklep. Hvala, soglasno 14 glasovi. Zaključujemo drugo točko, prehajamo na tretjo točko in to je seznanitev z letnim poročilom osnovne šole Beltinci za leto 2024. V naši sredi pozdravljamo ravnateljico Matejko Horvat in prosim, če lahko poda videnje za nazaj. Izvole. Lep pozdrav tudi z moje strani. Kot veste, je poslovno poročilo v šoli specifika, saj je sestavljeno iz 2 šolskih let. Torej v šolskem letu 23-24 je bilo 596 učencev, v šolskem letu, v letošnjem šolskem letu pa nas je 587. Število učencev pada. Zaposlenih je bilo 57 strokovnih delavcev, 21 tehničnega kadra nekoliko več zaradi dolgotrajnejših bolniških delavk. Vse do meseca decembra smo imeli eno javno delavko, z novim koledarskim letom pa smo dobili dodatno pomoč in imamo 3 javne delavce. Strokovni delavci v mesecu junija naredimo evalvacijo vseh dni, dejavnosti, projektov in vzgojnega delovanja šola. V mesecu avgustu pa načrtujemo delo za novo šolsko leto.
V reševanje vzgojne problematike se redno vključujemo učitelji, svetovalna služba, vodstvo šole in starši. Le skupnim sodelovanjem lahko rešujemo nastale situacije skozi celo šolsko leto. Imeli smo nekaj težav zaradi družbenih omrežij, uporabe družbenih omrežij, fug, vejpov ter izostanku od pouka. Opravili smo razgovore s starši, svetovalno službo in ustrezno tudi ukrepali. Roditeljski sestanki, govorilne ure so potekale in potekajo v naprej predvidenem urniku. V mesecu aprilu pa smo imeli skupni roditeljski sestanek, na katerem nam je predaval gospod Matic Novak na temo delo z učenci z ADHD. V učiteljskem zboru je delovanje v skladu z načrtovanjem in programom, zaposleni se izobražujemo na šoli in izven šole, v živo in nadaljavo in v skladu s finančnimi zmožnostmi. Cilj vsake šole je doseči pri učencih kakovostno znanje, jih vzgojiti v ljudi, ki se bodo znali znajti v današnjem hitro rastočem in spremenjajoči se družbi. Stremimo za tem, da jih poleg znanja naučimo veščin, dela v naravi in z naravo, kuhanja, izdelava izdelkov, rokovanja z orodjem in še veliko uporabnih stvari. Učimo jih timskega sodelovalnega dela, empatije do drugih in drugačnih, medgeneracijskega sodelovanja, samostojnosti, odgovornosti in še drugih veščin. Vse to se učijo pri pouku, dejavnostih, izbirnih predmetih, taborih, izmenjavah. Že na razredni stopnji preko projekta Sobivanje in zdrava šola učenci na različne teme opravljajo različne dejavnosti, športne, priprava zdrave prehrane in za uživanje zdrave prehrane ter bonton. Izvedene imamo poletno in zimsko šolo v naravi ter dneve v dejavnosti izven šole. V sklopu medgeneracijskega sodelovanja vsako leto prirejamo pod okriljem zdrave šole in šport pasa prireditev druženje in gibanje vseh generacij, ki je vsako leto tudi množično obiskana. Vse hitrejša digitalizacija pa nas sili v to, da smo v toku z časom in da znamo naše otroke opolnomočiti z uporabo IKT tehnologije. Računalniško opismenjevanje se že začne v 2. razredu in se preko različnih dejavnosti nadaljuje tudi v vsakem naslednjem razredu. Skozi leto ugotavljamo, da učenci slabo berejo, prebrano tudi ne razumejo. Z bralno značko, obveznim branjem preko projektov različnih skušamo učence pritegniti k branju. Pri manjših učencih takih težav ni, več težav za poseganje po knjigi je na predmetni stopnji. Sodelujemo in se pripravljamo na številne projekte, od katerih imajo učenci koristi in jim prinesejo dodatne znanja in spoznanja. Prav tako pa so naši učenci zelo uspešni na športnem področju, še posebej nogometaši, ki so tudi na državnem nivoju dosegli 3. mesto v malem nogometu. Prav tako je veliko uspehov iz drugih predmetov, naravoslovnih, družboslovnih tekmovanj. Certifikati iz nemškega jezika E1 je doseglo kar 49 učencev. Uspešni so učenci na atletiki, plesnem festivalu in še mnogih drugih tekmovanjih. Za nadarjene učence je organiziran tabor na Hodoši v Limju ter tečaj hitrega branja, ki ga že vrsto let izvaja gospod Hederich. Za učence, ki se učijo angleščine, je bila organizirana ekskurzija na Irsko, za učence, ki se učijo nemščino, pa je bila dvodnevna ekskurzija v Münchnu. Udeležujemo se različnih sejmov v okviru projektov, celjski sejem, v okviru zdrave šole, na tečaju o turizmu pomaga lastna glava in predstavitev šol Goethe inštituta. S folklorniki in recitatorji nastopamo na različnih proslavah, prireditvah in tvoritvah. Tradicionalno imamo na šoli koncert naših pevskih zborov in smo organizatorji folklorne revije. Ob koncu šolskega leta pa je prav tako tradicionalni friški luft, ker poleg naših učencev nastopajo učenci, ki so bili
ki so obiskovali našo šolo že pred leti. Več o delovanju si lahko gledate na naši spletni strani šole in na šolskem blogu. Skozi celo leto pa skrbimo tudi za urejenost naših šolskih prostorov, vzdrževanje, investiranje ter nabavo zastarelih in pokvarjenih računalnikov, strojev in druge opreme. V tem letu imamo v načrtu nabavo novega traktorja za košnjo zamenjavo cevi na predmetni razredni stopnji in ter kanalizacijskih cevi v kletnih prostorih. Vseh uspehov urejenih in vzdrževalnih prostorov in okolice pa ne bi bilo, če ne bi tega delali ljudje, ki čutijo pripadnost svojemu delu in šoli. Šola je v letu 2024 poslovala pozitivno in sicer s 374,15 evra viška. Hvala lepa. Hvala lepa. Ponovno prosim predsednik odbora za negospodarstvo Igor Adžiča, da poda tako kot prej stališče in pa seveda sprejeti sklep na matičnem pristojnem odboru. Izvole. S podobno razlago smo se tudi mi seznanili na 16. redni seji, zdaj po predstavitvi ravnateljca ni kaj dosti posebno dodati. Jaz sem tudi član sveta zavoda Oše Beltinci in bi rad povedal, zaznati je pač povečanje nediscipline v šoli na račun raznih teh digitalnih medijev, za kar velik del odgovornosti nosijo starši, predvsem pa zelo važno, ko prihaja novi zakon o osnovni šoli, ker bodo nekateri členi, ki bodo določene zgodbe omejevali in predvsem tudi za tiste neposlušne izrekali neke sankcije otroka, da se tudi lejko poglednalo, kajti bom prav neke zgodbe, ki se slišijo, ki se dogajajo s snemanju in raznimi zadevami, v bistvu ne sodijo v osnovno šolo, pomenijo tudi kršitve integritete neke osebnosti, predvsem pa starši prizadetih otrok potem povzročajo šolo, kar vpliva ne nazadnje na vzgojni proces. Zaznati je tudi zopet odzive, predvsem s 3 vasih, Boni omenil, Bratonci, Lipovci, Gančani, kot pritisk v sveti staršev na regulacijo avtobusnih prevozov. Znate, ko imamo 19 linij privoza dnevno, in zdi se mi, da nekateri starši že razmišljajo tako daleč, ko bi očitno za njihovo ulico, za njihovega otroka potrebno uvesti dodatni avtobus. Saj to se čisto klejko zgoditi, samo plačnik ne bo občina, verjetno da je kdo z privatnega žepa. Ne nazadnje, zelo radi gočimo proti nekih omejitvah, radarje pa vse, potem bi pa ne nazadnje po drugi strani tisti, ki si želijo normalnega prometa, radi imeli pred svojo hišo semafor, pločnik, ne vem, prehod za pešce in tako dalje, tako bom prav vsi tisti bom apeliral, ker to je problem osnovne šole, ki imajo ti problem. Najprej svet staršev je posvetovalno telo ravnateljice, takšne teme nikakor ta ne sodijo, sodijo k naročniki in plačniki, to je občina Beltinci, edini pravi naslov je Mladinska ulica 2. Še vedno je osnovna šola Beltinci naš največji javni zavod, znamo, kada čez leta že blizik 100 zaposlenih, nekaj otrok je zdaj v 2 generacijah se znižalo v osnovni šoli, kot je ravnateljica povedala, prihajajo pa generacije, kjer je skoraj 70 ljudi prišlo iz vrtca v šolo, ker mu verjetno takrat, zdaj smo druga, postali prva, zopet največja šola za prvo osnovno šolo v Murski Soboti. Koliko nas košta ta šola, pa koliko vredne nepremičnine ima? Približno 4.200.000 je prihodkov, toliko je tudi odhodkov. Večinoma te sredstva prispeva država preko ministrstva, kakšnih dobrih 10% je delež, ki jih prispeva občina neposredno za stroške in pa nadstandardne storitve. Kot sem povedal, kot je ravnateljica povedala, to udejanja 78 ljudi, so nekatere kadrovske težave zaradi bolezni, kar se ne da, ne gre za absentizem, gre za realne bolezni. Težko je najti v tehničnem službi, naprimer šole ali kakšnega drugega javnega zavoda delavca, kajti znate, ka plače so v bistvu tokrat minimalne, če je bilo prej pod minimalno plus dodatek do minimalne plače. Ljudje se kljub temi, ka delaš od ponedeljka do petka, ne odločajo, smo pa lejko radi, ko kljub tem kadrovskim izpadom, predvsem v tehničnih službah, ni bilo nobene kakšnega zastoja ali pa ka bi kakšna
bom prav malico kosilo izostalo in želim si, ko bi se ta situacija popravila, pa tudi z nekšin, bom prav večjo, bolj pozitivno dinamiko, bom prav v zdravju nadaljevalo, ko bi ljudje normalno prišli do penzije. Sklep številka 83/25, Odbor za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da se seznani z letnim poročilom javno-vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Beltinci za leto 2024. Hvala lepa. Odpiramo razpravo okrog letnega poročila osnovne šole. Tudi tukaj smo slišali, da stvari se izvajajo na visoki kakovostni ravni in to je tisto, kar je za ustanovitelja najbolj pomembno. Poleg tega pa seveda tudi občina z nadstandardom dodaja nemalo sredstev tudi zato, da imajo res tako zaposleni kot tisti, ki obiskuje osnovno šolo, čim boljše pogoje. Če ni razprave, potem zaključujem z razpravo in pa prehajamo na glasovanje o sklepu, torej da se občinski svet seznanil z letnim poročilom osnovne šole Beltinci za leto 2024. Prosim za prisotnost. Hvala lepa. Glasujemo, kdo je za predlagani sklep. Soglasno 14 glasovi zaključujemo to tretjo točko, prehajamo na četrto. Hvala lepa, gospa ravnateljica, za podano obrazložitev in pa lep dan še naprej. Prehajamo torej na četrto točko, to je seznanitev z letnim poročilom vrtca Beltinci za leto 2024. Že v začetku pa povem, da se pri tej točki izloča tako iz razprave kot glasovanja zaradi navzkrižja interesov svetnik Aleš Poredoš. Med nami je gospa ravnateljica Martina Vidonja in bi prosil, da podate pogled v vrtcu za leto 2024. Izvole. Ja, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem zbranim. Zdaj naše obširno poročilo imate kot prilogo gradivo. Naj povem samo to, da je bilo v zakonitem roku oddano na iPes in pa sprejeto tudi na seji sveta zavoda v začetku marca. V šolskem letu 23-24 smo tudi v tem letu izvajali dnevni program, ki traja 6 do 9 ur v skladu z zakonom o vrtcih in pa na podlagi našega nacionalnega dokumenta, to je kurikulum za vrtce. Izvajamo številne projekte, več podrobneje torej v gradivu. Izpostavila bi morda samo našo prednostno nalogo, ki smo jo skupaj določili vsi zaposleni, tako so bili vključeni tudi starši, seznanjen tudi občina ustanoviteljica. In sicer smo si prizadevali za krepitev medsebojnih odnosov na vseh relacijah in tole nalogo poimenovali Dobro se imamo, ko se gibamo, rastemo in igramo. Se pravi združili področje gibanja z dobro klimo in delali predvsem na dobrih medsebojnih odnosih. Rezultate te naloge pa smo obširno opisali v samoevalvacijskem poročilu, ki ga je sprejel tudi že svet zavoda. Rada bi izpostavila nekaj pomembnih dosežkov. Ocenjujem in upam si trditi, da je vrtec v lokalnem, regionalnem, pa tudi nacionalnem okolju prepoznaven. Dobro vpet sodelujemo z različnimi institucijami. To, da smo dobri, ne nazadnje dokazujejo nekatera dejstva. In sicer v začetku leta 2024 so predstavniki Ministrstva za vzgojo in izobraževanje izbrali naš vrtec kot vzorčni vrtec, v katerem so posneli predstavitveni film o predšolski vzgoji v Sloveniji s poudarkom na pedagoški dejavnosti prvega starostnega obdobja na področju dela z Romi. Iz tega bodo torej pripravili film, ki ga bodo uporabili za predstavitev v evropskem prostoru, pa tudi širše. Potem so nas v letu 2024 poklicali kar 4 slovenski vrtci, ki so se oglasili pri nas na strokovni ekskurziji, se želeli seznaniti z našim delom, z našimi dobrimi praksami. To so bili vrtci Litija, Ptuj, Ig in pa Ceršak. Ponosni smo na našo izpeljano zaključno prireditev v parku maja lani, ki smo jo poimenovali Bibin Varaš. Kljub temu, da smo jo zaradi slabega vremena kar 2-krat prestavili, smo zabeležili približno 650 obiskovalcev. Pohvalimo se lahko s kvalitetnim nastopom naših otrok in strokovnih delavk na vseslovenskem čebelarskem prazniku. Kljub temu, da so bili to otroci starosti od 3 do 6, so pripravili kvaliteten nastop, ki je primerljiv zagotovo tudi z drugimi.
Naj omenim še to, da smo bili iz našega vrtca kar dve, torej jaz pa še ena strokovna delavka, povabljeni k sodelovanju v kurikularni prenovi. Sodelovali smo v nacionalnih komisijah za področje jezika, umetnosti in pa jaz sem sodelovala še v krovni koordinacijski komisiji. Poleg tega, kar sem naštela, smo v našem kolektivu uspeli oblikovati tako imenovane učeče se skupnosti. To so srečanja strokovnih delavcev, kjer se delavci med sabo v bistvu pogovarjajo, delijo izkušnje, drug drugemu pomagajo in pa uspeli smo uvesti tako imenovane medkolegialne hospitacije. Torej v oddelek na obisk, na ogled ne prihaja samo ravnateljica, temveč prihajajo tudi drugi strokovni delavci, vzgojiteljice, ki si potem svetujejo in pa postajajo kritični prijatelji. Zdaj, tako kot je povedala tudi že kolegica Mateja pred mano, tudi pri nas število otrok pada, kar ni spodbudno in ni dobro, dolgoročno zagotovo ne. Na dan 31.8.24 smo imeli 17,5 oddelkov, vključenih 292 otrok. Novo šolsko leto pa smo začeli z enim oddelkom manj. Vključevali smo otroke Rome, teh je bilo v prejšnjem šolskem letu 15, in zaposlovali romsko pomočnico v deležu za polovični delovni čas. Posebno pozornost namenjamo otrokom s posebnimi potrebami in v lanskem šolskem letu smo uspeli zaposliti tudi vzgojiteljico za zgodnjo obravnavo, ki je zaposlena pri nas, torej nimamo več zunanjih izvajalcev, ampak to izvaja naša strokovna delavka, kar se je izkazalo za zelo dobro in kvalitetno. Potem smo izvajali različne obogatitvene dejavnosti, teh je bilo 13, vključenih približno 130 otrok, potem nadstandardne programe, kot so plavalni tečaj, vrtec v naravi in pa gledališko-lutkovni abonma. Sodelovanje s starši ocenjujemo kot dobro, glede na obiske naših skupnih srečanj, udeležba je načeloma zelo visoka, sicer pa sodelujemo tudi z vsemi inštitucijami, društve v naši okolici. Vsako leto se trudimo seveda tudi zagotavljati ustrezne materialne pogoje. To je tudi vidno iz tabele v poročilu na strani 27. Naj izpostavim, v lanskem koledarskem letu je bila nujna zamenjava toplotne črpalke in klimatske naprave v enoti Beltinci in pa oprema igrišč ob enotah Melinci in Lipovci z novimi igrali. Za zgledno opremljenost pa smo seveda skrbeli tudi sami, iz ekonomske cene, gre predvsem za kakšna manjša popravila, pleskanja in podobno. Redno skrbimo za razvoj zaposlenih preko izobraževanj, ki jih omogočamo v skladu s kolektivno pogodbo. Zgodi se tudi, da nekje presežemo pač to, kar je določeno, zato ker je pač potreba, želja, je pa res, da vsi zaposleni tega, kar imajo po kolektivni pogodbi, tudi ne izkoristijo. Omeniti velja projekt Digitrajni učitelj, v katerega smo se vključili za pridobivanje digitalnih kompetenc zaposlenih. Žal pa se je prejšnjem tednu smo dobili obvestilo, da se projekt neslavno predčasno zaključuje, ampak pač ne po naši krivdi, krivci so nekje drugje. V soglasju z občino smo zaposlovali v povprečju 64 delavcev, 46 strokovnih, 18 tehničnih, z vštetimi vsemi porodniškimi, bolniškimi. 2 osebi smo zaposlovali preko programov javnih del in pa do konca prejšnjega šolskega leta 3 spremljevalce otrokom s posebnimi potrebami. Ker so vsi 3 otroci odšli iz vrtca, torej začeli obiskovati osnovno šolo, smo vse 3 spremljevalce žal potem tudi morali odpustiti. Smo pa s 1. decembrom že se je spet pojavila potreba in smo potem že spet eno spremljevalko zaposlili. Napredovanja smo zaposlenim zagotavljali tako, kot jim po zakonodaji pač pripadajo. V plačne razrede so napredovali z 1. decembrom in pa za eno delavko smo vložili tudi vlogo na ministrstvo za napredovanje v višji naziv. Prakso omogočamo konstantno vsako leto, žal pa tudi tukaj opažamo upad dijakov, se pravi zanimanje za te poklice upada. 13 je bilo dijakov gimnazije Ljutomer, 1 dijakinja iz vzgojiteljske šole iz Lendave, je bilo pa 8 študentov Mariborske pedagoške fakultete in pa 1 študentka Pedagoške fakultete Koper.
Pripravništvo razpisa je ministrstvo je pač razpisalo pripravništvo, žal ni bilo iz naše okolice nobenega kandidata, ki bi se prijavil. Nas je pa potem poklicala ena kandidatka, ki je pri nas opravila 5 nastopov, gre za našo bivšo praktikantko, ker pač tam, kjer je zaposlena, zaradi dvojezičnosti ni mogla izpolniti pogojev za strokovni izpit. V letu 2024 smo imeli 2 upokojitvi, eno strokovno in eno tehnično delavko. 8 delavcev imamo v skladu z odločbo invalidske komisije SPIZ-a razvrščene v 3. kategorijo invalidnosti, kar je povišanje za 2 delavca od prejšnjega leta. Finančno je vrtec imel v letu 2024 2.236.403 evre prihodkov in pa 2.233.779 evrov odhodkov. Torej, razlika, presežek prihodkov nad odhodki znaša dobrih 2.600 evrov. Tako mi leto ocenjujemo kot uspešno, sledili smo finančnemu načrtu, sledili smo ciljem, ki smo jih imeli zapisane v letnem delovnem načrtu, ti pa izhajajo iz razvojnega načrta našega vrtca. Hvala. Hvala. Ponovno predsednik odbora za negospodarstvo, Igor Radžič, izvole. Kako bi pravili, odar je tvoj. Skoraj nikaj dodati izčrpnimi poročili ravnateljcem. Spustila se je do kadrovskega nivoja vsakšega posameznika, kar je zadovoljivo. Kaj pa občina najbolj veseli? Včasih smo kritizirani, da kaj zdigavljamo. Te cene ekonomske vrtce pa nas radi primerjajo s kakšno okolico. Naši vrtci v 6. enoti so, bom prav, maksimalno didaktično opremljeni, sproti posodabljamo, kar je potrebno, popravljamo, odpravljamo. Ne nazadnje, če seštejemo vložek v osnovno šolstvo in pa predšolsko vzgojo, je ta znesek na cirka 2,8 milijona proti 3 milijonom, ide te znesek od 6 milijonov primerne porabe, približno, ko nemo te 100.000 evrov šteli, to je pa že v bistvu malo pod 50%. In na neki način redko kera občina namenja toliko denarja na tom primarnem nivoju za najmlajše kot občina Beltinci. Zato si tudi zaslužimo vsi skupaj z vodstvom občine, pa vsi, ki odločamo to, ne nazadnje neko malo pohvalo brez ploskanja, vendar nekateri to tudi morajo zaznati. Kaj občino najbolj veseli? Najbolj občino to veseli, ko še vedno imamo proste kapacitete v vrtci, kajti smo neka občina, ki postajamo spalno naselje. Sicer število otrok posamezno leti, to je neka generacija, nekaj let nazaj se statistično niža, ta tekoča pa se v bistvu že tudi za 20, 25, 30 otrok veča, tako da je tudi ta, bom prav, demografska slika čisto drugačna za 2-3 leta, tak vrtci pa posledično kasneje v šoli. To tudi pomeni, ne nazadnje, da to tudi večji izdatki za občino, na katere je občina pripravljena in se veseli, bom prav, takšnih izdatkov. Je pa tu ena težava v poslovanju vrtca. Otroci so neenakomerno porazdeljeni, v bistvu glede na sedež svojega bivanja po teh 6 enotah. Žal se tu nekako ne da pomagati. Ene enote so v bistvu tako prišle z minimalnim številom, ko bi bile skoraj potrebne zapreti, pa jih občina ne da zapirala, da se približala staršem oziroma da to dostopnost ohranjevala. Druge so v bistvu prebukirane in v nekom krajšem časovnem obdobju do sprostitve mest je potrebno imeti neko razumevanje, pa ne te, bom prav, otroka takoj, ne vem, iz kakšne jeze odpeljati v drugo občino, ker tam ne je nič boljše, kak je pri nas, in pozneje, ko so možne zadeve, se te zadeve lejko tudi pri nas uravnavljajo oziroma se staršem ugodi. Mi smo s tem tudi zaključili v bistvu na neki način prve 3 točke teh javnih zavodov, zato Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga, da se občinski svet občine Beltinci seznani z letnim poročilom javnega zavoda Vrtec Beltinci za leto 2024. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Verjetno kaj dosti ni za dodati, razen to, da so vrtci, poleg verjamem, da gasilskih domov, vaških domov in pa tudi kapelici še kaj česa
tiste ustanove, ki jih je potrebno ohranjati na podeželju v vsaki vasi, kajti so nekako gonilo družbenega življenja. Najenostavnije bi verjetno bilo centralizirati eno enoto, vse ostale pa potem zapreti, ampak s tem pravim, umira tudi življenje potem na posameznih vaseh in to seveda ni tendenca občine Beltinci. Če ni razprave, potem zaključujemo in pa prehajamo na glasovanje. Prosim za prisotnost najprej. Hvala, bi se mogel izločiti. Aleš, po mojem si ti prehitro pretežil, najmanj občutek. Ja, tako. Glasujemo, kdo se pravi, s 13 glasovi za, en pa izločen, tako. Zaključujemo s 4. točko in pa hvala lepa gospa ravnateljica in pa veselo z najmlajšimi naprej samo. Prehajamo na 5. točko in sicer obravnava in sprejem odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Beltinci v drugo obravnavi. Prosil bi višjo svetovalko eno Tatjano Trstenjak, če poda morda kakšne dopolnitve, ki so se zgodile med obravnavo, oziroma če se niso, pa potem na kratko še enkrat za opomnik morda samo tiste glavne vsebine. Izvole. Lep pozdrav tudi z moje strani. Občinski svet, ko ste seznanjeni, je pač na 17. seji ta odlok po izčrpni predstavitvi strani pripravljavcev sprejel. Seveda v vmesnem času nismo zaznali nobenih potreb po spremembi, zaradi tega se pač danes predlaga, da se pač v nespremenjeni obliki sprejme v drugi obravnavi. Hvala. O tem je obravnaval to tematiko tudi Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami in prosim predsednika tega odbora Aleša Boredoša za predstavitev stališč, mnenj in pa seveda sklepa. Izvole. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami občinskega sveta občine Beltinci je na svoji redni seji 18. marca 2025 obravnaval tudi to točko, glede da v drugi obravnavi ni bilo nobenih podanih pripomb, tudi na sami seji ni bilo podanih nobenih pripomb, tako je odbor sprejel oziroma predlagal sklep, da občinski svet občine Beltinci sprejme odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini v drugi obravnavi. Hvala. Hvala. Prav tako pa je seveda glede na to, da gre za odlok, o tem odločala statutarna upravna komisija, predsednik Željko Ritlop, izvole. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Statutarna upravna komisija se je sestala na 14. redni seji 18.3. Pri obravnavi predlogov odlokov o kategorizaciji občinskih cest v občini Beltinci za drugo obravnavo smo člani komisije ugotovili, da ima predlagani akt predpisano obliko in vsebino in da ni v neskladju z ustavo, zakoni in drugimi veljavnimi akti občine in sprejeli sledeči sklep. Statutarna upravna komisija občinskemu svetu občine Beltinci predlaga, da sprejme predlog odlokov o kategorizaciji občinskih cest v občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini v drugi obravnavi. Hvala lepa. Prehajamo na razpravo. Bi kdo razpravljal o samem odloku, čeprav glede na to, da je javna razprava zaključena. Če ni ničesar morda za vprašati, potem prehajamo kar na glasovanje o tem odloku. Torej, sklep je občinski svet občine Beltinci sprejme odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini v drugi obravnavi. Prosim za prisotnost. Glasujemo, kdo je za predlagan sklep. Soglasno 14. Hvala lepa. Zaključujemo 5. točko in pa prehajamo na 6. točko. In sicer obravnava in sprejem odloka o javnem redu in miru v občini Beltinci v drugi obravnavi. Ponovno, Tatjana, če lahko malo na kratko poveš dogajanje okrog tega odloka v javne razprave. Hvala za besedo. Tudi pri tem odloku, ki je bil po sprejemu v prvi obravnavi posredovan 30-dnevno javno obravnavo, nismo prejeli nobenih predlogov oziroma pripomb.
Smo pa na predlog odbora za prostorsko planiranje nekako še enkrat šli čez te prekrške, ki jih predvideva sam odlok, in smo nekako tudi same prekrške razčlenili glede na težo in pa seveda potem tudi globe določili glede na težo prekrška. Tako da zdaj nekako so prekrški, kar se tiče teh prekrškov v zvezi z javnim redom in mirom nekoliko nižji, pri čem pa so višje globe seveda za prekrške v zvezi z varovanjem premoženja ljudi in okolja. Tako da menimo, da je pač odlok pripravljen za sprejem v drugi obravnavi in se zahvaljujem za besedo. Hvala. Hvala. Ponovno isti vrstni red, najprej predsednik odbora za prostorsko planiranje, Aleš Predoš, potem pa predsednik statutarne pravne komisije Željko Ritlov. Izvoli, Aleš. Hvala. Tako kot je že Tatjana povedala, po pač razpravi in glasovanju smo člani odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami predlagali, da občinski svet občine Beltinci sprejme predlog odloka o javnem redu in miru v občini Beltinci, predlagani obliki in vsebini v drugi obravnavi. Hvala. Hvala. Na besedilo odloka, ki je bil sprejet v prvi obravnavi, ni bilo podanih pripomb, vsled čemer smo člani komisije po zaključku razprave ugotovili, da ima predlagani akt predpisano obliko in vsebino in da ni v neskladju z ustavo, zakoni in drugimi veljavnimi akti občine in sprejeli sledeči sklep. Statutarna pravna komisija občinskemu svetu občine Beltinci predlaga, da sprejme odlok o javnem redu in miru v občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini v drugi obravnavi. Hvala. Odpiram razpravo okrog odloka o javnem redu in miru v občini Beltinci. Če ni razprave, potem zaključujemo in pa prehajamo na glasovanje v sklepu, in sicer, da se sprejme predlog odloka o javnem redu in miru v občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini v drugi obravnavi. Prosim za prisotnost najprej. Hvala, kdo je za? Hvala, soglasno. S tem zaključujemo 6. točko in pa prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je obravnava in sprejem odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občini Beltinci v prvi obravnavi. Ponovno Tatjana, izvole. Tako, trenutno to tematiko ureja že veljavni odlok iz leta 2020, ker pa je bil sprejet novi zakon o urejanju prostora, smo seveda bili dolžni pristopiti tudi k sprejemu novega odloka. Tematika se ureja na podoben način kot tudi že sedaj. Ta odlok potrebujemo zato, da sploh vse lokacijske preveritve lahko izvajajo. Načeloma pa sam institut lokacijske preveritve je toliko že poznan. Gre za to, da se pač nekako omili ta dolgotrajnost postopka sprejemanja in spreminjanja prostorskih aktov. Tako se z lokacijsko preveritvijo lahko omogoče spreminjanje teh prostorsko-ureditvenih pogojev, lahko se spreminja območje stavbnega zemljišča pri posamezni poselitvi in pa seveda pa se lahko tudi omogoči začasna raba prostora. Zato se pač nekako mora izvesti ustrezen postopek, predloži se elaborat, ki ga mora pregledati občinski urbanist, in pa seveda potem se zadeve tudi javno razgrnejo in sprejmejo in potem veljajo kot dopolnitev prostorskega akta. Seveda tu so pač določene administrativna opravila potrebna in zato tudi tu zakonodaja omogoča, da si pač občina obračuna to takso. Taksa, ki je pač za te primere določena, je nastavljena primerljivo z ostalimi občinami, tako da, če je pač podana pobuda, je potem investitor tudi zavezan k plačilu te takse. V primeru, če pač želi spreminjati območje stavbnega zemljišča pri posamezni poselitvi, je pač ta taksa v višini 1500 evrov, kolikor želi spreminjati prostorsko-ureditvene pogoje, je taksa v višini 2500 evrov in pa v primeru začasne rabe 2000. Kot sem povedala, to je primerljivo z ostalimi občinami. V drugem delu pa pač seveda ohranjamo tudi to novost, ki smo jo uvedli že sicer leta 2020,
To so pa te takse za zasebne pobude, spremembo namenske rabe. Tu taksa ostaja v enaki višini. Kot smo pa takrat že povedali, se bodo te takse pobirale z pobudami, ki bodo pač vložene sedaj po sprejemu OPN-ja, ker pač v trenutni fazi sprejemanja OPN-ja niti pobud več ne sprejemamo. Ko bo pač ta odlok prestal prvo obravnavo, ga bomo posredovali 30-dnevno javno obravnavo, kjer bo pač lahko podane ustrezne pripombe. Hvala. Podoben vrstni red tudi pri tem odloku, najprej predsednik odbora za prostorsko planiranje in potem še predsednik statutarno-pravne komisije. Hvala še enkrat za besedo. Tudi pri tej točki smo člani odbora sprejeli predlog sklepa, da občinskemu svetu občine Beltinci predlagamo, da sprejme predlog odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občini Beltinci, predlagani obliki in vsebini v prvi obravnavi. Hvala. Hvala. Še gospod Željko Ritlop. Hvala za besedo. V okviru razprave niso bile podane pripombe na samo besedilo predlaganega odloka, vsled čemer smo člani komisije po zaključku razprave ugotovili, da ima predlagani akt predpisano obliko in vsebino in da ni v neskladju z ustavo, zakoni in drugimi veljavnimi akti občine in sprejeli sledeči sklep. Statutarno-pravna komisija občinskemu svetu občine Beltinci predlaga, da sprejme predlog odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini v prvi obravnavi. Hvala. Odpiram razpravo. Če ni razprave, potem zaključujemo. Morda tukaj čisto na kratko samo, kar se tiče sprejema občinskega prostorskega načrta, se pravi OPN-ja. Občina Beltinci je ena izmed redkih občin, ki OPN-ja še nima veljavnega, ne zaradi tega, ker bi v preteklosti mi ne bili sposobni sprocesirati te stvari. Bolje je problem, da smo vedno trčili ob neke dodatne revizije in ne vem, če so vsega dodatne študije, tako z vidika posameznih mnenjedajalcev, kot z vidika nosilcev urejanja prostora, tako ali drugače. En plastičen primer, mi bi že verjetno v 2022 šli v razgrnitev OPN-ja, smo v tisni fazi prejeli potem zahtevo za dopolnitev študijo hrupa strani Ministrstva za zdravje, ker je seveda izdelovalcev te študije na trgu omejeno malo, je temu primerno seveda bila tudi potem prvič cena, drugič pa predvsem rok izvedbe in trčili smo potem v letu 2023 v poplave, ko je seveda potem spet sektor za vode oziroma direkcija za vode ponovno želela recenzirati določen del naše hidrološko-hidravlične študije, kar pa seveda je zadevo spet zavleklo v negotov čas. Moram sicer zdaj pohvaliti Ministrstvo za naravne vire, ki se sedaj močno trudi z delovnimi sestanki, da ne samo naša občina, ampak vse občine, ki še nimamo sprejetega OPN-ja, bomo to sprejeli do tistega zakonskega roka, torej drugo leto 2026. Če bo ta tempo se nadaljeval, verjamem, da bomo mi konc leta najverjetneje že lahko razgrnili občinski prostorski načrt in verjamem, da potem v 2026 ga imeli sprejetega v kakršnikoli obliki, že potem pa seveda bo tudi stvar možno nadgrajevati z spremembami in dopolnitvami, kar pa verjamem, da bo bistveno lažje, kot pa sedaj, ko še nek krovni dokument načeloma niti ni sprejet. Je pa v fazi sprejemanja že več kot 17 let, tako da je verjetno skrajni čas, da se OPN sprejme in po eni strani je tudi dobro, da je ministrstvo prevzelo aktivno vlogo, da predvsem nosilci urejanja prostora in pa posamezna službe ali pa ministrstvo si ne bodo več nekako po domače povedano zmišljevale vedno nove in nove študije, kajti potem je to never ending story. Prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa, prosim za prisotnost. Glasujemo, kdo je za predlagani sklep.
Hvala, soglasno 14 glasovi. Zaključujemo 7. točko, prehajamo na 8. točko in sicer obravnava in sprejem pravilnika o dodajanju nepremičnega premoženja občine Beltinci v najem, občasno in brezplačno uporabo v eni obravnavi. In seveda, prosim Tatjana, potem pa spet prej navedeniva po vrstnem redu. Hvala za besedo. Trenutno ureja oddajo zemljišč v najem in zakup pravilnik iz leta 2013, ki smo ga sicer že dvakrat dopolnjevali, ampak glede na to, da je pač tudi zdaj že kar nekaj časa od tega, ga seveda treba zakonsko uskladiti. Nekako smo se odločili, da bomo sedaj enotno uredili celotno področje nepremičnin, torej ne zgolj samo zemljišč, ampak tudi objekte, ker pač smo zaznali, da tudi v teh primerih prihaja do situacij, da je pač potrebno premoženje oddati v najem. Tako smo se nekako lotili pripravo tega pravilnika. Tu nam je seveda vodilo Zakon o stvarnem premoženju, prav tako nam je tu vodilo Zakon o kmetijskih zemljiščih, obligacijski zakon in tako naprej. V samem pravilniku smo podrobno pač opredelili postopek, kako se pač to nepremično premoženje daje v najem, potem v to brezplačno rabo in pa začasno rabo. Pa tudi že podrobno je vnesel določena določila samega tega razmerja rabe. To smo sicer v preteklosti urejali bolj podrobno s pogodbami, ampak nekako je tudi smiselno, da že sam pravilnik tiste osnovna pravila določa. Je pa pač za razliko od prejšnjega pravilnika, kjer smo pač nekako imeli kot prilogo tudi cenike, ta pravilnik cenikov ne zajema. Nekako je tu vseeno neko stališče, da sam sprejem cenikov je smiselno, da se prepusti v pristojnost upravljavcev. To je seveda v prvi fazi kot občina, potem župan, koliko se pač nepremično premoženje da v upravljanje, potem tudi tisti upravljalec, tisti zadolžen, ki je pač dolžan sprejeti ta cenik, ker tudi izkustveno je najboljše cene nastavljati tako, kot pač kažejo zahteve trga. Tako da nekako v roku 6 mesecev smo se zdaj nastavili, da se pač ti ceniki naj ustrezno uskladijo. Potem pa pravim, glede na to, da pač sam pravilnik je variira izdelanje na podlagi vseh teh nekih zakonskih predpisov in je tudi smiselno, je tudi vsebinsko usklajen, mislim, da je zrel za sprejem v eni obravnavi. Hvala za besedo. Hvala. Gospod Aleš, izvole. Tudi pri tej točki smo se člani odbora seznanili s predlogom pravilnika, ker ni bilo pri točki razprave. Smo sprejeli sklep številka 29, s katerim predlagamo, da občinski svet občine Beltinci sprejme predlog pravilnika o oddajanju premoženja občine Beltince v najem, občasno in brezplačno uporabo v predlagani obliki in vsebini v eni obravnavi. Hvala. Hvala. Gospod Željko, izvole. Po seznanitvi s pravilnikom in po zaključku razprave smo člani statutarno-pravne komisije sprejeli sledeči sklep. Statutarno-pravna komisija občinskemu svetu občine Beltinci predlaga, da sprejme predlog pravilnika o oddajanju premoženja občine Beltinci v najem, občasno in brezplačno uporabo v predlagani obliki in vsebini v eni obravnavi. Hvala. Odpiram razpravo. Če ni razprave, zaključujem in pa prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa, torej, da se sprejme pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja občine Beltinci v najem, občasno in brezplačno uporabo v predlagani obliki vsebini v eni obravnavi. Prosim za prisotnost. Hvala. Glasujemo, hvala. Kdo je za predlagani sklep? Soglasno 14 glasovi. Zaključujemo 8. točko in pa prehajamo na 9. točko in sicer obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Beltinci v skrajšanem postopku. Še enkrat, Tatjana, izvole. Tako, še enkrat hvala za besedo. Pravilnik iz leta 2023, ki ureja dejansko te subvencioniranje kmetijstva, smo nekako enkrat že dopolnjevali, zato ker je pač bila v vmesnem času sprejeta uredba, ki ureja skupinske izjeme.
Tokrat je prišlo spet do sprejema evropske uredbe, ki se pa tokrat nanaša na subvencioniranje apnenja tal. Če želimo ta ukrep še tudi nadalje subvencionirati, moramo ustrezno spremeniti tudi ta pravilnik in ga uskladiti s to uredbo. Uredba je sicer prinesla nekaj novosti, ki jih lahko sicer na kratko naštejem. Nekako je prišlo do dviga praga, ki ga pač nekega tega zneska sofinanciranja, ki ga posameznik lahko prejme. Prej je bil ta prag 25 000, zdaj je ponovno 50. Potem se tudi spreminja to štetje tega 3-letnega obdobja, ko se te pomoči seštevajo, podaljšana je bila shema, prišlo je tudi do nekih sprememb, kaj se tiče združevanja pomoči z vidika primarne kmetijske proizvodnje in pa ribištva. Načeloma smo mi pristopili k tem spremembam, jih pripravili v skladu z pač tem pozivom ministrstva. Naše te spremembe, ki smo jih pač pripravili, smo tudi posredovali v pregled ministrstvu, ki je tudi na te spremembe podalo pozitivno mnenje, tako da predlagamo, da se pa sedaj sprejmejo po skrajšanem postopku in potem so izpolnjeni pogoji tudi za subvencioniranje tega apnenja tudi v letu 2025. Hvala za besedo. Glede na to, da gre za pravilnik, je o tem seveda tudi razpravljala statutarno-pravna komisija in še enkrat prosim potem predsednika Željko, izvole. Hvala za besedo. Sklep, ki smo ga sprejeli pri tej točki je, statutarno-pravno komisijo občinskemu svetu občine Beltinci predlaga, da sprejme predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini v skrajšanem postopku. Hvala. Vsi vemo, da občina Beltinci kar nekaj desetine tisoče evrov namenja tudi spodbujanju kmetijstva oziroma razvoju kmetijstva. Poleg tega dajemo tudi 6 000 evrov za spodbujanje posebej čebelarstva kot pomembne dejavnosti pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in pa seveda tudi razmerja med tistim, kar morajo narediti tudi čebele, da imamo potem hrano. Odpiram razpravo. Če ni razprave, potem zaključujemo z razpravo. Veseli vsako leto seveda dejstvo, da je število vlog primerno in da se ta sredstva so tudi vedno počrpana, torej so ukrepi primerni in so tudi nekako dosegljivi našim kmetom. Izvolite. Prisotnost najprej. Hvala. Prehajamo na glasovanje. Kdo je za predlagani sprejem sklepa? Soglasno s 13. Hvala lepa. Zaključujemo 9. točko in pa prehajamo na 10. To je sprejem letnega programa športa občine Beltinci za leto 2025 in pa verjamem, da si je sedaj malce odpočil in pa spet lahko nadaljuje s predstavitvijo programa. Predsednik odbora za negospodarstvo, gospod Igor Radžič, izvole. Ja, župan, še enkrat hvala za besedo, vendar jaz Igor prihajam z dobro novico. Letos je rekordno hitro v bistvu očitno speljane razpis za sofinanciranje športa. In zakaj? Za dolgoletni program športa nje sprejmemo. Z letnim programom športa občinski svet občine Beltinci v skladu z odlokom postopkih in merili za sofinanciranje letnega programa športa v občini Beltince določi prioriteto financiranja posamezne proračunske leto. Njem določi področja športa, ki se financirajo v tekočem letu in predvidena finančna sredstva za te programe. Na eni od prejšnjih sej smo sprejeli dvoletni proračun, znate, kaj je na letnem nivoju za sofinanciranje športa brez investicij v športne objekte namenjenih 85 000 evrov, kot sem prej navedel, da to letos verjetno že aprila, ko se nemo v nekih počitnicah oziroma v jesenskem času ste in ukvarjali sprejetjem toga letnega programa športa, so izpolnjeni tudi absolutno vsi temeljni pogoji, kako občinska uprava lahko pripravi v bistvu takoj.
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti zato predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da sprejme predlagani letni program športa občine Beltinci za leto 2025, predloženi vsebini in oblike. Hvala lepa. Kar se tiče seveda športa generalno, je tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v letošnjem letu namenilo oziroma bo namenilo preko razpisa nekaj sredstev, mislim, da 6 milijonov za posodabljanje športne infrastrukture. Razpis ne bo sicer tako finančno močen, kot je bil lansko leto, vendar je strani ministra in pa državnega sekretarja bilo povedano, da pač nekako bodo poskušali na 2 leti omogočati malce več investicij, potem pa vsako vmesno leto malce manj, da potem morda tudi manjši projekti pridejo lažje do realizacije. Kot veste, mi smo v lanskem letu začeli z rekonstrukcijo asfaltnega igrišča v športnem parku Beltincih, več ali manj je investicija skoraj da zaključena, čakamo samo še primerne temperature za dodatno preplastitev z ustrezno maso, potem pa seveda postavitvijo košev in golov in pa seveda ostalega, kar še sledi. V letošnjem letu pa se bomo tudi, verjamem, da prijavili z ustreznim projektom in pa verjamem tudi, da bomo tako kot lani uspešni in da bomo seveda tudi športno infrastrukturo še preko sofinancerskih sredstev bistveno izboljšali, kot jo že imamo. Verjamem, da smo ena izmed tistih občin, ki res daje poudarek tudi športnemu udejstvovanju, pa ne samo v tistih, bom prav, preko društev, ki tekmujejo v nekih močnih ligah, ampak predvsem tudi, da je dejansko športna infrastruktura dosegljiva zelo širokemu krogu ljudi in na ta način nekako tudi omogočamo torej našim občankam in občanom bistveno boljše in bolj kvalitetno preživljanje prostega časa. Odpiram razpravo okrog letnega programa. Kot je že bilo povedano, znesek je enak kot lani, torej 85.000 evrov. In verjamem, da ga bodo, tako kot vedno do sedaj, športna društva tudi znala počrpati in nas seveda prepričati z njihovimi vlogami. Zaključujem z razpravo, prehajamo na glasovanje o sklepu, torej, da se sprejme letni program športa občine Beltinci za 2025, predloženi vsebini in obliki. Prosim za prisotnost najprej. Hvala. Kdo je za predlagani sklep? Soglasno s 13. Hvala lepa. 10. točka je tudi izčrpana in pa prehajamo torej na 11. točko, in sicer pobude in pa vprašanja članov občinskega sveta občine Beltince. Izvolite. Če ni razprave, potem zaključujemo z 11. točko in pa prehajamo na zadnjo točko, to je poročilo župana o pomembnejših dogajanjih v občini Beltince. Kar se tiče seveda pomembnejših dogajanj, za nami je mesec marec, kjer lahko že povemo, da je seveda a priori namenjen praznovanju in pa seveda nekako zahvaljevanju našim nežnejšim spolom, se pravi nekako zahvali ženskam, materam, babicam, prababicam, hčerkam, kakorkoli. Pa seveda si vsi želimo, da se ne spominjamo samo ob nekih 2-3 dneh na leto, ali se pa zahvaljujemo na 2 dni v letu, ko je dejansko to posebej, smo na to upozorjeni, ampak da dokler imamo možnost, da se vemo zahvaliti in pa da vemo nekako si povedati lepe besede eden drugemu vedno, kajti nažalost v naši družbi smo prišli v situacijo, ko pohvala, zahvala gresta zelo težko, iz ust, stisk rok in pa nek nasmešek je tudi že postalo skoraj da prepovedano, čeprav te stvari stanejo najmanj in so tudi nekako najbolj vzete dobro, še posebej, ko je to res izkazano na primeren način.
Potrebno se je zahvaliti res vsem tako krajevnim skupnostim kot društvom, ostalim organizatorjem in pa seveda tistim, ki pridemo obiskati te prireditve, da obstaja seveda po eni strani želja, volja organizirati prireditve, da se podružimo, da se poveselimo, da torej se potem eden drugemu zahvalimo, nasmehnemo in tudi zaplešemo, si povemo kaj lepega. Pred nami pa seveda je tudi vrsta prireditev, ki nekako je več ali manj neka konstanta v občini Beltinci. Čeprav se tu in tam včasih pojavljajo dilema, ali se v Beltincih dogaja preveč, ali se dogaja premalo. Jaz mislim, da se dogaja ravno prav, kajti gre za zelo veliko dogodkov, ki so raznovrstni in verjamem, da bomo s tem trendom nadaljevali. Tako je recimo v soboto pred nami v kulturni dvorani Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin, v nedeljo ob 3 se nadaljuje, potem v kulturni dvorani spet s folkloro, potem pa je 5. aprila soboto zelo lep dogodek, verjamem, da vreden obiska, to je koncert kulturnega društva Marki, poimenovan ena luštna noč za meštre. Najmlajši bodo tudi lahko izkazali pa se dokazali na dogodku Ringa Raja 2025, kar se tiče območnega srečanja otroških folklornih skupin. Potem nas bo razveseljevala seveda tudi glasbena šola v Lipovcih, seveda razstava vezenin. Potem pa tisto, kar je morda v aprilu nekako znanilec tega, da se začnemo odpravljati še več v naravo, to je pohod ob dnevu zemlje na otoku Ljubezni in pa seveda tudi obeležitev svetovnega dneva zdravja. Potem je tukaj seveda tudi velikonočni pohod ob strugi reke Črnca. Konec aprila pa seveda tradicionalno kresovanje z najbolj prepoznavnim običajem, ki je prerasel običaj in je tudi vpisan v nesnovno kulturni dediščino, torej z Gančkim Maješem. Verjamem, da smo tudi na ta način seveda potem prepoznavni ne samo v Prekmurju, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše z tem, da je občina Beltinci res občina, v kateri se marsikaj dogaja tudi na kulturnem področju in smo, to lahko povem z prve roke, kajti ogromno župan in županomi vedno ve to izpostaviti, svetel zgled tega, kako se na prostovoljni ravni organizirajo dogodki na najbolj vrhunski način in tukaj še enkrat spet pohvala, zahvala vsem, ki se trudite, da to iz leta v leto ohranjamo. Verjamem, da je takrat, ko je obisk takšen, kakršen je ponavadi, da je potem vsaka minuta, ura vložena v ta trud nekako odide v pozabo. Kar se tiče seveda tega, kar sem malo prevedel občinskega prostorskega načrta, nadaljujemo z pogajanji s pristojnim ministrstvom oziroma ministrstvi in pa seveda tudi pristojnimi nosilci urejanja prostora. Verjamem, da bomo tudi počasi prejeli končne sklepe o odobritvi naših 2 projektov, kar se tiče iz dogovora za razvoj regij. Nažalost jih še ni. Gre za finančno perspektivo 2021-2027, mi smo v letu 2025, pa še dogovor za razvoj regij z izbranimi projekti ni zaključen. Recimo, naprimer, ta teden smo imeli obisk delegacije projektnih partnerjev iz Hrvaške, tam mislim, da gre že v 3. krog razpisa, se pravi, mi pa verjamem, pa upam vsaj nekje do maja, junija bi potem dobili odobritev teh 2 sklepov in potem zapeljali po eni strani svojo revitalizacijo parka, z prenovo parka, z prenovo poti, tudi z bistveno večjim številom zasaditve in tako naprej in pa seveda tudi z povezavo, kolesarsko povezavo Ganča in Moravske Toplice. Jaz verjamem torej, da se bosta ta projekta znašla na listi tistih, ki bodo odkljukani po zadnjih informacijah, naj ne bi bilo težav, ampak pravim, dokler ni sklepa, dokler dogovor za razvoj regij tudi na svetu regije ni sprejet, so to samo želje. Verjamem tudi, da bodo gradbinci našli prosti čas, da bodo lahko
vse te stvari, ki se bodo iz dogovora razvoja regij mogle v zelo kratkem času zaključiti, da bodo lahko delali, kajti po pripovedovanju njih so več kot 2 leti polno zasedene kadrov, se pravi ljudi, delavcev na trgu več ni, tako da tudi ta stvar ni nezamrljiva, kajti verjamem, da bo država enkrat res poznala, da se finančne perspektive izvajajo od prvega dne naprej in ne šele v zadnjem letu, ko prihajaš potem v neko časovno stisko, ko moraš pa potem v zelo kratkem času realizirati vse te projekte in da ne bi vračal denarja. Poleg tega pa seveda potem trpi po eni strani tudi to, da so cene nenormalne, zelo visoke in bi lahko morda iz nekaterih razpisov razpolovili te cene in bi morda naredili bistveno več, ampak nažalost je tako stanje v Sloveniji že kar nekaj časa, ne samo v tem kratkem času. Prav tako pa pravim tudi, je zelo pomembno poudariti, da potem tudi trpi kvaliteta projektov, kajti v sili se potem na marsikaj tudi pozabi. Poleg tega je občina Beltinci s 1.4., se pravi s 1. aprilom začela izvajati nova 2 transnacionalnega projekta, se pravi kot projektni partner smo bili izbrani skupaj z vodilnim partnerjem znotraj projekta Interreg Euromed. Gre za projekt, v katerem je občina pridruženi partner oziroma pa projektni partner, kjer je vodilni partner iz Italije. Gre pa za predvsem vključevanje prebivalcev v odločanje o zelenih prehodih, predvsem z digitalnimi orodji. Tukaj je delež sredstev, ki ga bo občina Beltinci v naslednjih slabih 3 letih prejela približno 170 000 evrov. Prav tako pa smo tudi, torej tako kot sem povedal, partner v projektu Dynamic Danube, torej Interreg Podonavje, kjer je vodilna organizacija iz Zagreba. Gre pa predvsem za naslavljanje podeželskih območij in pa tudi predvsem mladih družinskih kmetij, kajti verjamem, da je tudi ta torej prevzem predvsem kmetij strani mladih zelo pomemben. Predvsem pa bomo poskušali tukaj naslavljati tiste realne potrebe, kar se tiče seveda usposabljanja delovna sila, staranje prebivalstva in pa predvsem tudi tehnološke posodobitve. Tudi tukaj je znesek, ki ga bo občina Beltinci v naslednjih 3 letih prejela približno 100 000 evrov, tako da občina Beltinci postaja resen projektni partner tudi na evropskih projektih. Zasluga temu pa gre seveda z tem, ko smo bili uspešni na tistem prvem projektu, to je isto Interreg Podonavje, torej projekt Rural, kjer smo vodilni partner in kjer po letu pa pol lahko povemo, da ga peljemo v pravo smer in da tudi nekako smo dobili že pohvale strani odločevalcev z tujine, da je projekt voden tako, kot bi pričakovali. In se pravi, ni bilo ves ta trud, ki smo ga vlagali v to, da uspemo z vsaj enim velikim evropskim projektnim projektom za manj. Torej, to pomeni, da projektna pisarna dobro dela in to pomeni, da bomo imeli v prihodnje morda sladke skrbi tudi v smeri tega, da bomo še v več projektov poklicani kot projektni partner. Še najmanj 3 so prestali prvo evalvacijo, kar pomeni, da smo spet en korak bližje morda realizaciji še kakšnih projektov, kjer smo združili tudi moči z partnerji iz Nemčije, Švice, Italije, Francije in tako naprej, tudi Španije, Grčije, in kar pomeni, da potem tudi smo poskušali združiti z našim društvom upokojencev nekatere stvari, tako da peljemo nekako te projekte v smeri tega, da sicer gre bolj za mehke vsebine, ampak za vsebine, ki so aktualne v našem okolju. V mestni fazi seveda, to, kar je malo prej tudi gospod Adžič omenjal, se seveda izvaja kontrola tudi v prometu. Ne zaradi tega, da bi občina rabila ali pa bila inkasant, ampak predvsem zaradi tega, ker prejemamo na tedenski ravni vedno nove in nove peticije in pa tudi podpise in pa seveda klice, da je prometna varnost v občini Beltinci postala slabša, čeprav morda se to v luči nekaterih smatra kot
da temu ni tako, da ni prometnih nesreč, ampak hipotezo izpostaviti iz tega, da je pač samo takrat potrebno reagirati, ko bodo prometne nesreče, je verjetno bistveno napačno. To je tako, kot če bi pač ne bi delal v zdravstvenem vidiku nič na preventivi, potem pa bi upal samo to na to, da te potem pa dejansko kurativa, se pravi, reši. Kar je zanimivo povedati je, da se je po prvih seveda meritvah situacija bistveno popravila, prekrškov je čedalje manj oziroma ogromno manj, kar pomeni, da smo dosegli svoj namen, da se je torej promet upočasnil. Ljudje, ki živijo ob cestah oziroma ob teh vpadnicah, v ulicah, kličejo in se zahvaljujejo, nekateri celo želijo še več poostrenih nadzorov, predvsem je tu pomembno izpostaviti cesto Ravenska Beltinci v Štefana Kovača proti Gančanom in tako naprej. Tako da na nekaterih odsekih se še vedno ugotavljajo hudi prekrški in tam se bodo meritve nadaljevale. Razmišljamo pa seveda tudi tako, kot je morda v dopisu, ki je bil objavljen pa še bo objavljen v Malem Ritaru. Pozneje potem seveda na podlagi upravljenih analiz tudi z pristojnimi ostalimi službami postaviti stacionarne radarje oziroma tudi drugače umirjati promet morda z nekaterimi drugimi ukrepi, ki bodo torej težili k temu, da bo prometna varnost še boljša. In verjamem, da bomo potem nekako tudi zadostili vsem tistim željam, predvsem tistih ljudi, ki res živijo ob teh vpadnicah ali pa ulicah, kajti mi se peljemo mimo nekatere hiše morda enkrat, dvakrat na dan, nekdo pa ima tam prevoz mimo njega, pa če živi se pa nekdo pelje morda, ali pa se peljemo v tisočih številkah in potem verjetno ni fajn, če je od teh 1500-2000 šoferjev, je od tega 15-20 prekrškarjev, ki peljejo, kjer je 50-80 več. Tako da pravim, ta trend se bo nekako nadaljeval v tej smeri, da bomo res na tistih najbolj kritičnih točkah še naprej izvajali poostren nadzor, potem pa tudi seveda proti koncu leta, verjetno oziroma v začetku drugega leta začeli z omilitvenimi ukrepi. Poleg tega seveda včasih se nekdo ali pa se razburjamo, ko prekoračimo hitrost, ampak kriv si izključno ti sam, nišče drug, dvomim, da ti kdo na pedal teži gas, da potem pelješ več in če so pravila, se jih dajmo držati, kajti tudi to je eden izmed vzrokov, da smo kot družba krenili v napačno smer, to je tudi, kar je Igor morda tudi v šolstvu povedal, nišče več ne vidi obveznosti, nišče več ne vidi dolžnosti, vsi vidimo samo neke pravice, vendar se pravica vsakega konča tam, kjer se začne pravica nekoga drugega in jaz verjamem, da bomo postajali še bolj strpni in verjamem, da bomo doumeli, da pač pravila so za to, da se jih spoštuje. Jaz verjamem tudi, da bomo z investicijskim ciklom nadaljevali, kar nekaj investicij je pred nami, torej kot sem povedal, čakamo predvsem zaključke dogovora za razvoj regije, kajti tukaj gre za investicije nekje za 2,5 milijona skorajda in to pomeni, da bo seveda potrebno predfinanciranje, zato morda z nekaterimi drugimi investicijami malce čakamo, kajti potem bo treba zalagati sredstva, ki jih bomo prejemali verjetno za nazaj, ampak to zdaj ne govorimo več o nekih zneskih 10 ali pa 100 tisoč, tukaj govorimo zdaj že o projektih, ki so vredni milijon in več. Tako da jaz verjamem, da tisto, kar smo se v proračunu dogovorili po posameznih vaseh, bo šlo v realizacijo nekaj bistveno hitreje, nekaj proti koncu leta, nekaj pa seveda tudi drugo leto in verjamem tudi, da bomo marsikaj imeli za pokazati in pa da bomo lahko na koncu povedali vsi nekako, da smo skupaj pripeljali ta 4-letni mandat v tisto smer, katere smo si zastavili, predvsem pa torej, da smo nekako občino Beltinci spet približali en korak bliže k temu, da bodo naše občanke in občani ponosni na njo. V mestni fazi pa čisto zakone seveda tudi počasi zaključujemo z izdelavo strateškega razvojnega programa občine Beltinci za naslednjih 10 let. Verjamem, da se bomo tudi o tem že v zelo kratkem tudi v občinskem svetu pogovarjali in tam tudi nastavili prave cilje, ki jih bomo zasledovali v naslednjih letih, desetletjih. Hvala lepa za današnjo sejo in vse dobro tako vam, kot seveda tudi občankam in občanom oziroma gledalkam pa gledalcem pred zaslone.